Dan enakosti za vse, a ne pod Alpami, kajti medtem, ko se na črno postavljen vikend nedotakljivega Marka Jakliča še vedno boči proti nebu, o domu Darka Kuzmiča ni niti ene cele deske več, bliščim beda in to, tako Boštjan Antolin, samo za voljo korupcije. Pravna država pri nas je taka, če imaš denar, potem si lahko kupiš pravice, če nimaš denarja, pravice ne išče. In tako Antolin za voljo pičlih 1500 evrov dolga ostane brez hiše, medtem ko tajkuni za voljo milijonskih izgub še vedno roke držijo nad svojimi imperiji. Odgovornost pa razgrinja finančni analitik Sašo Stanovnik pri politikih. Tukaj ne govorimo o ameriškem sistemu, je gospodarstvo tisto, ki na nek način diktira politiko. V evropskih sistemih in torej tudi v Sloveniji je pa politika oziroma država tista, ki diktira tudi gospodarstvo. In diktirajo ga ene in iste politične figure, tudi tiste, ki ne znajo pojasniti, odkot jim tisočaki. Še več, pri tem nenehno iščejo izgovore in luknje. No, in ker jabolko ne pade daleč od drevesa, hiti izgovore in luknje iskati še ljudstvo. Med drugim razočaranja ne skriva frizerka Verica Banfi z delom na črno. Mi se trudimo, plačujemo davke, oni pa delajo na črno, vse v svoje žepe. In zato manjka v državni malhi, ukrepi pa, ugotavlja evropska poslanka Eliza Ferreira, višji davki. It is very unfair that they see at the same time lots of money flowing away. In to pri javnih naročilih v zdravstvu, gospodarstvu, javni upravi. Zato izrazite barve slovenske kokoši bledijo, ker jo je vklenil že kar priklenil črno-bel sistem povsem slovenski, ker se, kako podalpsko, otepamo sprememb že debelih 22 pomladi. In smo imeli nek samozavestni občutek, da nam ni treba se nič spremeniti, pa bomo še vedno najboljši. Ne? Ja, po številu traktorjev že, ne pa po obdelani grudi, kaj šele enovitosti.